No, z vidika lokalne skupnosti, zdaj ne občine kot celota, lahko rečem, da so razmere v Celju dobre, bistveno boljše kot marsikje drugje. Slabo je seveda predvsem na področju stopnje brezposelnosti. Tu veste, da je v vzhodnem delu Slovenije stanje bistveno slabše kot v srednji ali pa zahodni Sloveniji. Je že nekaj let opozarjam, da se v Ljubljani v krizi pogovarjajo, tu v vzhodni Sloveniji, tudi v Celju pa jo živimo. Mi smo se že pred časom temu ustrezno prilagodili, varčujemo že praktično 3 leta, tako da so občinske finance v dobrem stanju, boljšem kot si nekateri želijo in boljšem kot bi pričakovali glede na situacijo, da izvajamo celo vrsto pomembnih projektov, ne glede na čas krize, da praktično jaz 14 let se ne spomnim, da bi imeli kakšno politično zdraho v mestu in v lokalni politiki, tako da glede na vse skupaj ocenjujem, da je nivo politične kulture v mestu na visokem nivoju. Ne pričakujem tudi danes kakšnih nasilnih izgledov, jaz tudi izkoriščam to priložnost, da pozivam vse tiste, ki se bodo protestov udeležili, naj ne povzročajo škode na javnem občinskem premoženju. Popravilo bo strošek vseh nas, bi bil strošek vseh nas, ki v mestu živimo, in da naj ne nasedajo provokatorjem. Jaz se seveda protesta ne bom udeležil, čeprav vsi, tudi nekateri eminentni pravniki in politiki razlagajo, da je protestiranje legitimna pravica. S tem popolnoma ne strinjam, to je res, je pravica, kolikor se držiš nekih pravil, ki so v tej državi. Eno izmed pravil je, da se takšen shod prijavi, da se ve, kdo je organizator, da se ve, kdo je odgovorna oseba, in bi bilo od mene seveda popolnoma iluzorno pričakovati, da bom pa na takšnem v bistvu nezakonitem shodu še imel odgovor. Čeprav vem, da je eden izmed organizatorjev, Facebook organizatorjev, je poklical na občino in povabil mene in pa podžupanjo ter pooblaščence, da se pridružimo protestu in mogoče tudi kaj spregovorimo, iz tega namena nimamo. Ne, mi posebej nismo v tem primeru nič ukrepali, to je tako ali tako dolžnost izvajalca, da zaščiti gradbišče in delovišče. Mestna občina tudi nima nobenih varnostnih kapacitet na voljo. Verjetno bomo kakšnega redarja postavili pri spomeniku Josipu Pelikanu. Bilo bi velika škoda, da se ta spomenik poškoduje. Biserov se praktično ne da zaščititi. Sicer pa verjamem, da bo v primeru potrebe, prvič verjamem, da bodo protesti mirni, da ne bodo nasilni, da se ne bo povzročila škoda. Kolikor bi se kaj takega zgodilo, verjamem, da bo policija ukrepala v skladu z zakonom. Ne. No, verjetno tega v tem trenutku v Sloveniji ne ve nihče, ampak vsi malce ugibamo. Jaz mislim, da je socialno stanje, kot sem že dejal, eden izmed pomembnih razlogov. Namreč tudi nam v Celju, čeprav smo v tej krizi imeli kar precej sreče, se večja stopnja brezposelnosti, plače so slabše kot recimo v srednji ali po zahodni Sloveniji. Ljudje živijo čedalje slabše in v takšni situaciji se seveda hitro pojavi nezadovoljstvo. Jaz mislim, da je socialna slika eden bistvenih razlogov. Hkrati pa tudi ljudje verjetno vidijo, da ta politika, v katero vsaki politik položi upe, da bo nekaj naredila dobrega, nekaj boljšega, rešila kakšen problem, v svojem bistvu ne kaže neke prave volje za to, da dejansko reši probleme te države ali jih pa saj začne reševati. Mi smo, kar se tega tiče, unikatna država. Tisto, kar se v predvolilnem času govori, potem v povolilnem času ni nič več pomembno. Že če sam primerjate, skoraj istočasno smo imeli volitve mi in pa v Angliji,
v Združenem kraljestvu, tam po volitvah že v enem tednu vlada dela, uresničuje program, ki ga je stranka pred volitvami obljubljala. Pri nas se 3 mesece po volitvah še pogovarjamo o koalicijah, kakšen bo program dela, tako da tisto, kar pred volitvami politiki obljubljajo, ni pomembno. In tudi jaz kot politik imam ta občutek, da se ta politika, ki zdaj vodi državo, dejansko nima namena soočiti z problemom in reševati težave, ampak kot da vsi čakajo v stilu, naj vse propade, pa bomo potem videli, kdo bo zopet prišel k koritu.